Pozdravljam vas na današnjem dogodku, ki poteka v okviru Mednarodnega tedna ozaveščanja o prevarah. Soorganizatorji dogodka smo Ministrstvo za javno upravo, Računsko sodišče in Komisija za preprečevanje korupcije. Sicer v skladu z protokolom bi moral institucijo, ki jo vodim, navesti na zadnjem mestu, tako da opozorilo kolegom. Torej, gre za 3 organe, ki v okviru svojih pristojnosti izvajamo najrazličnejše preventivne in nadzorne aktivnosti, hkrati oblikujemo in zagotavljamo vsem prosto uporabo javno dostopnih orodij z namenom zagotoviti gospodarno, učinkovito, transparentno in s prevarami, goljufijami ter korupcijo neobremenjeno delovanje javnega sektorja. V ukrepih boja proti korupciji, proti finančnemu kriminalu in proti prevaram bomo uspešni toliko, kolikor bomo uspešni v usklajevanju naših dejavnosti, komunikacije in v pravih, pravočasnih ter usklajenih odzivov stroke in javnosti. In navsezadnje, kolikor bomo uspešni pri osveščanju o teh pojavih ter njihovih škodljivih in dolgoročnih posledicah na življenje nas vseh. S to mislijo smo današnjemu dogodku dali naslov Nad morebitne prevare z nadzorom stroke in javnosti. V prvem delu vam bodo moji kolegi z ministrstva razgrnili instrumente, ki jih imate kot javnost na voljo, da na eni strani spremljate dogajanje oziroma delovanje javnih organov, in na drugi, da z njimi pridobivate za vas pomembne podatke in z njihovo uporabo samostojno oblikujete rešitve, pomembne za svoje in življenje širše skupnosti. 3 od njih, to so avtolog, odprti proračun in e-javno naročanje, vam bodo kolegi danes podrobneje predstavili. Prav tako vam bodo prikazali evolucijo transparentnosti, tako imenovane 3 valove odpiranja podatkov in register zavezancev za dostop do informacij javnega značaja. Na Ministrstvu za javno upravo smo ponosni, da se Slovenija po odprtosti in dostopnosti svojih podatkov uvršča visoko na mednarodnih lestvicah in upamo, da si bomo na današnji predstavitvi pridobili še kakšne nove stranke oziroma obiskovalce spletnih strani. V prihodnjih 2 urah vam želim čim več zanimivih spoznanj in vas lepo pozdravljam. Hvala lepa, minister, za uvodne besede. Ker imajo naši današnji vabljeni govorci veliko drugih obveznosti tudi v koledarjih, gremo kar k vabljenim govorcem, gospodu Tomažu Veselu in pa gospodu Robertu Šumiju, da nas pozdravita z uvodnimi besedami. Najprej gospod Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča. Hvala lepa, dober dan, lepo pozdravljeni, upam, da se slišimo. Bistveno lepše bi bilo, če bi se videli, ampak ker je samo še nekaj mesecev do končne rešitve, bomo pa izkoristili kakšno drugo priložnost. Hvala za besedo, hvala za vabilo, hvala tudi vsem organizatorjem tega tedna boja proti prevaram, zlorabam, ki se ga Računsko sodišče udeležuje že kar nekaj časa. In moram reči, da imamo s tem relativno dobre izkušnje, ki jih merimo tudi potem, da kasneje po tem tednu dobimo še več pobud, ki smo jih dobivali, kot jih dobivamo sicer. Torej ima nek odmev, ima nek zanimiv odmev, ne nazadnje, in te pobude so kar dobro specificirane, tako kot se javnost v zadnjem času navadila. Računsko sodišče letos sodeluje s prispevkom, ki je mogoče samo na prvi pogled nekoliko nepovezan ali pa ne neposredno povezan z vprašanji orodij, ki jih ima na voljo javnost za nadzor nad poslovanjem javnega sektorja, in sicer v 2 elementih. Prvi element je poslovanje izvajalcev gospodarskih javnih služb oziroma podjetij v lasti države in pa lokalnih skupnosti. Drug pomemben segment je pa poslovanje javnih zavodov. Zakaj je temu tako, zakaj smo se odločili za takšno predstavitev, ki jo boste izvedle moje kolegice Nataša Musar-Mišelič, vrhovna državna revizorka za področje izvajalcev negospodarskih javnih služb, in pa magister Maja Bilbija, tudi vrhovna državna revizorka za revizije gospodarskih družb in pa izvajalcev gospodarskih javnih služb. Zakaj smo se na ta način odločili? Zaradi tega, ker imamo v zadnjih ne samo leto dni, temveč tudi dalj časa
kar veliko pobud z področja izvajalcev gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Zakaj? Zaradi tega, ker se core business oziroma velik del prelivanja javnega denarja, velik vpliv javnega denarja seli v ta dva sektorja. Torej iz ožje državne uprave, ki pravzaprav predstavlja samo še hrbtenico ministrstev, nekaj organov v sestavi, ki se jih verjetno ne da preložiti njihove naloge na druge izvajalce, in pa nekaj neodvisnih državnih organov, se pravzaprav ves vpliv seli zlasti v ta podjetja in ekonomski vpliv, tudi ne nazadnje, tudi političen vpliv. Ne govorim tukaj o imenovanjih, govorim tukaj o izvajanju različnih nalog, ki jih ubirajo nekatera ministrstva, ki locirajo izvajanje teh nalog predvsem v podjetja v državni lasti. Ne nazadnje se z tem vplivom in z denarjem selijo tudi ljudje. Selijo se ljudje, ki so bili včasih, ne govorim zdaj samo o tej vladi, ampak opažamo ta trend že nekaj časa, tudi ljudje, ki so bili ključni ljudje na nekaterih ministrstvih, pomembni ustvarjalci politik, se selijo v ta podjetja ali v večje javne zavode. Logično, da se z njimi selijo seveda tudi drugačni vplivi in zato sta ta dva sektorja toliko bolj, po mojem mnenju, imamo pa tudi seveda neke analize, ki govorijo o tem, da so tveganja na teh dveh področjih toliko večja. Orodja, ki jih bomo danes spoznali, seveda Računsko sodišče dobro pozna, jih ocenjujemo za zelo zanimiva, zelo dobrodošla, so izjemno dobra bližnjica, da vsi, ki jih poslovanje javnih subjektov, sledenje javnemu denarju, seveda zanimajo, da pridejo do osnovnega vira informacij, da šele lahko, govorim tukaj o javnosti tipa novinarjev, o splošni javnosti, nevladnih organizacijah, s katerimi čedalje bolj sodelujemo, posamezniki, ki imajo določen motiv raziskati nek del poslovanja, pridejo do tistih informacij in Slovenija, po mojem mnenju, v tem delu ožje državne uprave je zelo odprta družba, lahko dobimo informacije, mogoče malo manjka informacij v tem pripravljalnem delu politik, ko pa se politike izvajajo oziroma bolj ko gre že v realizacijo teh politik skozi angažiranje javnih sredstev, pa tovrstnih večjih težav ne vidim. No, ampak vsa ta zainteresirana javnost dobi informacije, s katerim šele postavlja vprašanje o smiselnosti posameznih inštrumentov, namenskosti porabe, o razlogih, zakaj je neka odločitev sprejeta in tako naprej. Od tam naprej je pa seveda toliko večja potreba, da z dobro zastavljenimi vprašanji pridemo tudi do nekaterih širših odgovorov in tukaj je seveda eno izmed orodij tudi Računsko sodišče oziroma njegove revizije. Mi imamo seveda omejene kapacitete, ker če bi lahko zadostili vsem dobro specificiranim pobudam, ki jih na Računskem sodišču dobivamo v zadnjem obdobju, je moj laičen izračun ali pa bolj hiter izračun, govori o tem, da bi morali imeti preko 350 revizorjev v enem letu, trenutno imamo pa zaposlenih 135 ljudi na Računskem sodišču in če bi imeli takšne kapacitete, bi pravzaprav vse te potrebe lahko realizirali. Skratka, živimo v neki vrzeli v pričakovanju, ki je imanentna, ki je logična, vedno bo obstajala, zato je pomembno, da to vrstna orodja razvijajo se avtonomno, brez nujne intervencije tistih organov, ki lahko dajo nekaj več informacij. Zaradi tega smo tudi izbrali dve področji poslovanja javnega sektorja, ki sta pa po mojem mnenju nekoliko manj natančno regulirani, kot je ožja državna uprava. Govorimo seveda o pomembnih detajlih, ki pa so na koncu izjemno pomembni v smislu nadzora nad javnimi sredstvi. Zlasti tudi, ko govorimo o podjetjih oziroma zavodih v lasti lokalnih skupnosti. Ni malo namreč teh subjektov. Število teh subjektov je enormno. Tendenca njihovega ustanavljanja je močno povezana z ambicijo obvodov. Ne vsi, ampak deloma z ambicijo obvodov pri relativno strogih pravilih javnega financiranja in ne nazadnje, odkrito lahko rečemo, tudi za izjemno neposrečeno državno politiko plačnega sistema v javnem sektorju.
tudi kar se tiče funkcionarjev, zato je seveda marsikater župan, marsikater drug uradnik ali pa funkcionar pravzaprav si mirno lahko alocira nekaj subjektov, prek katerih lahko zaposluje kadre, prek katerih lahko vodi politike, prek katerih je drugačnosti in stimulacije, ni pa to edini razlog, zakaj se takšni subjekti seveda ustanavljajo. Izjemno velik problem je, da je število teh subjektov se pravzaprav meri v tisočih. In je nadzor nad njimi, zlasti sproten nadzor, izjemno težaven. Zato bo potrebno v nadaljevanju izumiti, oblikovati še nekaj dodatnih inštrumentov, ki bi pravzaprav pomenili neko podaljšano nadzorstveno vlogo države, ustanoviteljev, način poročanja in tako naprej, in tudi v tej smeri se seveda Računsko sodišče trudi. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj dobrih pa slabih praks, nekaj opozoril na teh dveh sektorjih, bi se pa mirno lahko pogovarjali tudi o ožjem delu državne uprave, kjer pa mislim, da je situacija nekoliko bolj zbalansirana. Občutek, koliko je prevar, kako je mogoče priti do njih, kako obvladujemo korupcijo, kako smo učinkoviti v boju proti tem anomalijam, je pa po mojem zopet lastnem občutku v zadnjih nekaj letih erodiral na to raven, da smo lahko zaskrbljeni. Kljub temu, da imamo pomemben inštrumentarij, ki je pravzaprav dober, mednarodno primerljiv, da nam neodvisne inštitucije, pa bom izvzel nas, da se ne bo to slišalo vehementno, delujejo relativno dobro, oziroma dobro, da še vedno imajo svojo neodvisnost, ampak je vrzel v pričakovanju javnosti enostavno prevelika. In na tem področju bo treba nekaj narediti. Toliko za en kratek uvod. Hvaležen sem svojim sodelavcem, da participirajo na tem dogodku. Sem prepričan, da bomo drugo leto še s kakšnim bolj odmevnim dogodkom v živo. Mogoče tudi s to ambicijo, da vas prepričamo, da korupcija ne obstaja več. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Vesel. Sedaj pa k besedi vabim predsednika Protikorupcijske komisije, gospoda Roberta Šumija. Ja, najlepša hvala. Spoštovani, lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. V čast mi je, da vas lahko nagovorim, da lahko sodelujemo na tem dogodku že tretje leto zapored. Komisija ima dve temeljni pristojnosti, preventivno in nadzorstveno, in naše osnovno poslanstvo je preprečevanje korupcije. Kot to določa že nenazadnje samo ime komisije in tako je določeno tudi v 1. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki določa, da zakon z namenom krepitve pravne države določa ukrepe in metode za krepitev integritete in pa transparentnosti ter seveda preprečevanje korupcije in preprečevanje ter odpravljanje nasprotja interesov. Zdaj ta teza predsednika Računskega sodišča je zelo na mestu, vsi bi si to želeli, ampak najbrž je to pravzaprav še večji ideal oziroma utopija, kot pa neokrnjena integriteta. In zato pravzaprav je pomembno zdaj spregovoriti, in to bom tudi storil, o dveh segmentih iz naše pristojnosti. Eno je integriteta, eno pa transparentnost. In če najprej omenim oziroma se navežem na integriteto, zakaj je ta pomembna? Zakaj je v bistvu visoka stopnja integritete pomembna? Odgovor je nekako v tem, da je predpogoj etičnega in profesionalnega ravnanja ter vodenja. Je predpogoj za osebno zaupanje v posameznika. Brez integritete, brez visoke stopnje integritete ni zaupanja. In pa seveda enako velja tudi za organizacijsko integriteto, je namreč temelj trajnostnega razvoja družbeno odgovorne organizacije, kateri ljudje zaupajo. No, in ko to seštejemo, potem lahko vidimo, kako je posledično zaupanje javnosti v nekatere institucije višje ali nižje, in zagotovo je to povezano tudi z integriteto. Zakon jo določa kot pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov, to zdaj od leta 2010 naprej, medtem ko predtem je bilo pa veliko že sociološko-psiholoških predvsem definicij, ki so jo povezovali z vrlinskim ravnanjem, moralnim ravnanjem in potem skladnostjo med tem, kar posameznik govori in dela.
In to tudi danes opažamo v praksi, kako imamo nekje zapisano, kako ne bi bilo, v bistvu v praksi tečejo pa stvari seveda drugače. No, tukaj bi se dotaknil še razmejitve med integriteto, torej kot pričakovanim delovanjem in pa korupcijo kot v bistvu dolžnim ravnanjem. Integriteta je namreč višji standard, ki pravzaprav nas zavezuje k temu, da sledimo tako zakonodaji, pravilom, kodeksom in vsem tem usmeritvam, za katere zelo radi javno govorimo, da jih spoštujemo in jim sledimo. No, tukaj pravzaprav je pričakovanje seveda javnosti do nosilcev javnih funkcij še toliko večje in tudi upravičeno, medtem ko za samo korupcijo in kršitev dolžnostnega ravnanja je pa seveda so pristojni organi pregona in preiskovanja ter seveda potem nadaljevanju sojenja. Zdaj, na tem mestu je potrebno poudariti, da dokler ni bilo še pravnomočnih ugotovitev oziroma kršitev integritete, je marsikdo lahko zamahnil z roko in to se še danes še vedno počenja, saj kaj pa pravzaprav potem, če sem kršil integriteto. Že sedaj zakonodaja določa, Zakon o Slovenskem državnem holdingu namreč določa tako za člane uprav kot nadzornih svetov in to na prvem mestu, da morajo imeti visoko stopnjo integritete. Torej, pravnomočna kršitev integritete potrjuje, da je to pravzaprav v nasprotju. Zdaj, kako bo v praksi to se začelo uveljavljati, ta posameznik, ki je bil pravnomočno dokazan, da so bile pravnomočne ugotovitve, da je dokazano kršil integriteto, da ne bo smel več sesti na tak stol v organih nadzora in vodenja, no to bo pokazala prihodnost. Sedaj bi pomenil, da smo veseli, da v zadnjih 2 letih smo uspeli zdaj v bistvu že speljati k koncu oziroma da smo uspeli pravzaprav pri 13 primerih, ko so bile ugotovitve oziroma ko se je kršitev integritete pravnomočno dokazala, tudi s 5 sodbami upravnega sodišča in to je šlo v teh primerih vedno ali pa v bistvu, če strnem, bodisi za zavajanje, laganje, bodisi za nedovoljeno vplivanje, predvsem v kadrovskih postopkih, bodisi za privilegiranje določenih ponudnikov, predvsem v postopkih javnega naročanja, kar je bilo zdaj sploh v bistvu na udaru časa od začetka epidemije naprej in pa tudi nedovoljeno najemanje odvetniških storitev, predvsem na lokalnem nivoju, vse je to pokazalo. No, to so zdaj že nekako pravnomočne ugotovitve, kjer lahko rečemo, da ni to samo filozofska disciplina, da je pravzaprav tudi integriteta zdaj nekako materialno dokazana kot v bistvu oblika kršitve in bo nekoč služila, če že danes ne, pa nekoč služila za primer dobre prakse, za nek standard, kaj je v naši družbi sprejemljivo in kaj ne. Seveda nove tožbe in nove, ki so že vložene oziroma bodisi pričakovane, bojo prinesle novo prakso. Kar nas pa pravzaprav veseli, je pa dejansko, da bo to nekaj, kar bomo v prihodnosti lahko bodisi uporabili tako v kadrovskih postopkih ali pa tudi pravzaprav pri razvoju slovenske družbe na tem področju, kar si seveda vsi skupaj zagotovo želimo. Zdaj, drug segment je pa seveda krepitev transparentnosti in v ta namen je komisija v preteklosti po supervizorju razvila ERAR kot spletno orodje. Ta je namenjen širši javnosti za pregledno spremljanje denarnih tokov subjektov javnega sektorja. Poleg tega pa seveda omogoča tudi pregled področja lobiranja, omejitev poslovanja, daril in v prihodnje tudi sprememb premoženjskega stanja funkcionarjev. Podrobneje bo to v nadaljevanju predstavil moj sodelavec Albert Nabernik, za kar se mu že zdaj zahvaljujem. In pa pravzaprav želimo si, da bi tako transparentno delovanje kot delovanje skladno z visoko stopnjo integritete, če strnemo oba segmenta skupaj, pravzaprav zaživela v praksi bolj, kot se živita danes, ker sta namreč predpogoj za nujno potrebno zaupanje javnosti v delo javnega sektorja v najširšem pomenu besede. In pri izvajanju preventivnih aktivnosti, ki temeljijo na ozaveščanju in s tem preprečevanju nemoralnih ter odklonskih ravnanj, pa smo lahko učinkoviti le takrat, ko pravzaprav z nami sodeluje tudi najširši krog kompetentnih institucij, deležnikov, medijev, civilne družbe in pa seveda vseh vas, ki ste danes tudi na tem dogodku prisotni. Sami namreč na komisiji
neželenega stanja žal ne moremo spremeniti, zato so v bistvu takšni dogodki, kot je danes, več kot dobrodošli. No in namesto zaključka pa še par besed, kako torej zmanjšati ta razkorak med teorijo na eni strani, med načeli, ki pravzaprav jih imamo deklarativno zapisana, in pa prakso na drugi strani, še posebej pri nosilcih javnih funkcij. Glede na to, da je razkorak prisoten, predvsem tudi ali pa predvsem zaradi nezavedanja ali pa indiferentnosti do integritete, ki mora, poudarjam, vedno znova slediti zgolj legalnosti in nelegitimnosti, moramo, seveda, če želimo biti primerljivi z razvitimi državami, predvsem zahodne Evrope ali pa Skandinavije, nujno okrepiti tako osebno kot politično odgovornost za vse, kar počnemo v javnem življenju, seveda predvsem, in pa tudi kršitve integritete v družbi jemati dosti bolj resno, kot jih jemljemo danes. Razviti moramo torej višjo raven občutljivosti na kršitve integritete, sicer ne bomo mogli in ne smemo in ne moremo pričakovati nekega večjega napredka. Le na ta način, če bomo pa tukaj storili korak naprej, pa lahko tudi ukrepimo zaupanje ljudi v naše delovanje, v dobro delovanje celotnega javnega sektorja oziroma države. S tem je nekako zaključil in se zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa za vse uvodne nagovore. Sedaj pa gremo kar na dogodek. Moje ime je Oliver Butina, sem iz Ministrstva za javno upravo, sem ugotovil na koncu, da sebe nisem predstavil. Uvodne govorce, ja, kdo se bo danes z vami pogovarjal čez ta dogodek oziroma popeljal vas bom čez vse tehnične zadeve. Z veseljem sprejmemo vsa vaše vprašanja v klepet, ker nismo v živo, ker to že malo pogrešamo, vseeno bi pa to srečanje radi naredili interaktivno. Vas vabim, da nam v klepetu zastavite vprašanja oziroma govorcem in bomo ta posredovali ter jih odgovorili v paketu na koncu. Zelo vesel bom, če napišete tudi mogoče, na koga se vprašanje nanaša. Tako da bomo šli kar na našo današnjo vsebino. K besedi vabim kolegico iz Ministrstva za javno upravo, Matejo Prešeren, izvolite. Ja, hvala, Oliver, hvala lepa za besedo in lep pozdrav vsem tudi v mojem imenu. Kot je bilo uvodoma že izpostavljeno, seveda je odprto in transparentno delovanje ne le državne uprave, ampak tudi širšega javnega sektorja seveda zelo pomembno, ker to namreč omogoča, da javnost lahko spremlja delo organov, da nanj vpliva in v končni fazi tudi nadzoruje. Temelj takšnega delovanja je pravica dostopa do informacij, ki je zapisana v ustavi, na kar smo lahko ponosni, to ni tako samo po sebi umevno, in pa seveda zakon o dostopu do informacij javnega značaja, za katerega smo pristojni na Ministrstvu za javno upravo. In ta zakon v bistvu postavlja nekako dve glavni zavezi javnim organom. V prvi fazi omogočati dostop do informacij prosilcem na podlagi individualnih zahtev in pa tudi proaktivno razširjati javne informacije, s katerimi razpolagajo organi. No, in ravno to, proaktivna transparentnost, je eno pomembnejših orodij za sistemsko omejevanje korupcijskih tveganj. Pravijo, da je transparentnost najboljše razkužilo in z vidika današnjega posveta je torej transparentnost izredno pomembna ravno tudi za sistemsko preprečevanje prevar. Zdaj, kar pa zadeva sam proces oziroma evolucijo odpiranja podatkov v Sloveniji, lahko govorimo nekako o treh valovih. Prvi val odpiranja podatkov lahko rečemo, da je bil sprožen s sprejemom zakona ZDIZ-a leta 2003 in je pomenil seveda takrat predvsem omogočanje dostopa na podlagi teh individualnih zahtev za dostop, pri čemer je ključno vlogo v teh 18 letih odigral pritožbeni organ, informacijski pooblaščenec, pa tudi upravno sodišče, ki sta v res ogromnem številu konkretnih primerov nekako uspela določiti ustrezno ravnotežje, poiskati ustrezno ravnotežje med varstvom določenih zasebnih interesov na eni strani in pa interesom javnosti za razkritje na drugi strani. No, drugi val odpiranja podatkov je pomenil predvsem proaktivno objavo na spletu
v okviru raznih registrov in v tem smislu omogočanje enostavnega vpogleda spletnega, praviloma brez registracije, torej na spletnih straneh posameznih organov ali pa v okviru enotnih državnih portalov. Tako so na primer seveda objavljeni vsi podatki o porabi finančnih sredstev javnih institucij, pa tudi podatki iz mnogih drugih področij delovanja organov. Kasneje bodo predstavljene aplikacije, kot so Erar, Statist, Odprti proračun Slovenije. No, tretji val odpiranja podatkov pa pomeni objavo nekako javno dostopnih podatkov na način odprtih podatkov. To pomeni pod odprto licenco in v strojno berljivem formatu. Tak način omogoča ne le vpogled, ampak tudi enostavno ponovno uporabo teh podatkov, tako strani drugih državnih organov, lokalnih skupnosti, kot tudi strani zasebnega sektorja in deležnikov civilne družbe. Pravzaprav že sama ta objava teh podatkov na tak način v bistvu spodbuja sodelovanje med vsemi temi navedenimi, in sicer ne le za projekte, ki bi nekako krepijo in večajo transparentnost delovanja, ampak tudi za projekte, ki nekako recimo naslavljajo ali pa rešujejo družbene izzive, ki so povezani z prometom, komunalo, zdravjem in podobno. No, preden pa sodelavec magister Veršič predstavi nacionalni portal odprtih podatkov, si poglejmo aplikacijo, ki nam pomaga ugotoviti, ali je določen subjekt sploh zavezanec za informacije javnega značaja. Ta aplikacija je znana pod okrajšavo RZJZ, register zavezancev, ki ga AJPES vodi že od leta 2014 in v bistvu predstavlja neke vrste informativni katalog, in sicer organov širšega javnega sektorja, se pravi, vsebuje ne le državne organe in pa lokalne skupnosti, javne agencije, javne sklade, ampak tudi druge subjekte javnega prava, kar je še posebej dobrodošlo, tudi koncesionarje in nosilce javnih pooblastil, in pa tudi podjetja v lasti države ali občin, ki so prav tako zavezana po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja od leta 2014, seveda v veliko manjšem obsegu, zgolj glede nudenja določenih osnovnih informacij. Zdaj, povedala bi še to, da register ne nudi samo vpogleda v te podatke, ampak dejansko omogoča tudi ponovno uporabo in je mogoče datoteko s seznamom vseh zavezancev se da v bistvu sneti spletne strani AJPES in jo seveda vsakodnevno na voljo je brezplačno in je namenjena za ponovno uporabo. Poglejmo si še dva primera iz registra. Prvi primer, ribiška družina Bohinj. Iz RZJZ je razvidno, da je ta ribiška družina, ki je sicer zasebno pravni subjekt, najverjetneje društvo, zavezana po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in sicer na dveh pravnih podlagah. Najprej kot izvajalec javne službe in potem tudi kot nosilec javnega pooblastila. Torej pri vrstah pravne podlage je razvidno, da je za javno službo podlaga koncesija, ki jo je podelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. In tudi trajanje te podeljene koncesije je precej dolgo, razvidno od 2009 do 2038. Hkrati pa je seveda na podlagi zakona o sladkovodnem ribištvu v bistvu tudi nosilec javnega pooblastila. Zdaj, seveda kot informacije javnega značaja te ribiške družine, glede na to, kar je tukaj navedeno, štejejo tisti dokumenti, ki so neposredno povezani z izvajanjem javne službe oziroma v zvezi z izvajanjem tega javnega pooblastila. No in še drugi primer, javno podjetje Energetika Maribor. Tudi tukaj gre za zavezanca na dveh pravnih podlagah. In najprej v prvi vrsti gre za javno podjetje, ki je v 100% lasti Mestne občine Maribor. In v tem smislu je to družba pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, se pravi, se jo zavezujejo vse določbe ZDIS, ki se nanašajo na tovrstne zavezance. Hkrati pa gre za izvajalca javne službe na podlagi odloka Mestne občine Maribor, kar pomeni, da se pravi zopet vse kot IAZ v splošnem štejejo vsi dokumenti, ki so neposredno povezani z izvajanjem te javne službe. No, sedaj pa predajam besedo sodelavcu Alešu Veršiču, da pove še kaj več o praktični uporabi odprtih podatkov. Ja, Mateja, najlepša hvala. Lep pozdrav tudi vsem udeležencem današnjega dogodka, kjer upam, da boste pridobili tekom tega dogodka veliko novih in koristnih informacij.
Zdaj Mateja že omenila register zavezancev za informacije javnega značaja in pa zakon o dostopu do informacij javnega značaja. In v zakonu je tudi zapisano, da morajo vsi ti zavezanci, ki ustvarjajo neke zbirke podatkov, jih objaviti na nacionalnem portalu odprtih podatkov, če je ta vzpostavljen. Na Ministrstvu za javno upravo smo tak portal vzpostavili leta 2016, 9. decembra bo ravno 5. obletnica delovanja. In ta portal predstavlja enotno nacionalno točko za objavo vseh teh podatkov, tako državnega kot javnega sektorja v celoti. Ima pa dvojno funkcijo. Eno je, da predstavlja centralni katalog vseh evidenc in zbirk podatkov v državi, se pravi to, kar dejansko tudi zakon o dostopu informacij javnega značaja govori, ko morajo v katalogu informacij vzpostaviti tudi seznam zbirk, ki so javno dostopne. In pa tudi predstavlja enotno spletno mesto za dostop do odprtih podatkov. Namreč zavezanci morajo objaviti, da obstoje neke zbirke, tudi če zaprta, ima osebne podatke, vendar je potrebno, da se ta zbirka vpiše in objavi na OPSI portalu. Če pa ima podatke, ki pa niso osebne narave, se pravi zaščiteni ali pa za varstvom intelektualne pravice, se pa lahko te podatke objavi kot odprti in so potem na voljo vsem uporabnikom za profitni in neprofitni namen. Trenutno imamo nekaj čez 6450 evidenc in zbirk. V nadaljevanju bomo pa tudi pokazali en primer praktične uporabe teh podatkov. Zdaj, vstopna stran portala izgleda takole. Sama vsebina portala je razdeljena na 14 tematskih področij, zato da se tudi uporabniku olajša iskanje po podatkih, sedaj je tudi vzpostavljen iskalnik. In zdaj, kako to izgleda? Ko pridemo v področje podatki, lahko uporabnik že takoj vidi zavihek odprti podatki pa katalog informacij javnega značaja. V osnovi je tako, da se vse zbirke prikaže kot katalog informacij javnega značaja, če pa imajo zbirke podatke, ki ustrezajo kriteriju odprtih podatkov, se pravi, da so v strojno berljivem formatu in podprti z ustrezno licenco za uporabo, se pravi, da so licenčni pogoji uporabe teh podatkov definirani, se potem te podatki kot nek filter prikaže tudi v zavihku odprti podatke. Zdaj, žal, zaradi situacije COVID-a vidimo, da je zbirka statistične podatke aplikacije Ostani zdrav in pa podeljenih tam kod, se pravi, ko je neka oseba okužena in bi potem to moral v aplikaciji Ostani zdrav upisati noter, je to žal zbirka, ki je na prvem mestu, medtem ko pred COVID-om pa je bila najbolj iskana zbirka prvič registrirana motorna vozila pa plače javnih uslužbencev. In zdaj, če gremo konkretno v eno zbirko, se pravi, prvič registrirana motorna vozila, na levi strani zaslona lahko vidite, koliko zvezdic ima, pa kako odprta zbirka je, kakšni so licenčni pogoji uporabe te zbirke, kdo so kontaktne osebe. Zgoraj imate tudi možnost sporočiti uredniku te zbirke, če ste našli kakšno napako v podatkih, če bi mogoče pa videli, da se da ta zbirka izboljšati in je predlagati, lahko pač to direkt pišete uredniku, na nasprotnem primeru pa pač lahko uporabite te podatke. In zdaj bom rekel, ko pa gremo v konkretne datoteke na tem portalu, pa vidimo, da so kot nek predogled lahko podatki v taki obliki zapisani. In seveda zdaj za marsikoga splošnega uporabnika je mogoče to dosti komplicirana zadeva, ker potem bi se moral vzpostaviti neko svojo evidenco, preko katere bi potem imel lahko vpogled v te podatke. Zato bom v naslednjem slajdu pokazal aplikacijo Autolog, ki je tudi že danes bila omenjena, ki pa je tak lep šolski primer, bom rekel, o tem, kako preprečiti, bom rekel, zlorabe oziroma neko škodo posamezniku pri nakupu rabljenih motornih vozil. Tole je en primer vozila, Volkswagen Passat, ki je uporabil podatke iz OPSI portala. Tukaj so tudi vključeni podatki tehničnih pregledov motornih vozil, kjer so tudi noter podatki, se pravi, o prevoženih kilometrih. Zdaj, te dni je bil glih en članek v medijih, da so ugotovili, da so v 4 letih zaznali pač organi pregona 4 primere, se pravi, govorimo o absolutni številki, 4 primerih zlorabe pri prevrtavanju števca na vozilih. Zdaj, ko smo kontaktirali skrbnike te aplikacije, ki dejansko tudi lahko naredijo analizo vseh teh podatkov iz teh zbranih podatkih, nekako njihova ugotovitev je, da je teh primerov zlorab približno 3% na leto. Ne 3 primeri, ampak
3% motornih vozil, njim se števci prevrtijo bodisi navzdol, bodisi navzgor, odvisno pač v kateri fazi, bom rekel, cikla vozila je. Če ga pri uvozu, se števc prevrti navzgor, če je pri prodaji, gre navzdol. In tukaj recimo ta primer vozila, kjer se je število kilometrov znižalo iz leta 2019 do 2020, pri čemer se je pa starost lastnika povečala. Se pravi, je šlo tik pred prodajo vozila z nekim namenom goljufanja, da se je vozilu pač povečala vrednost. Zdaj, najbolj si ne želite kupiti avto, ki bi imel pač, bom rekel, manj kilometrov, kakor jih ima dejansko, že zaradi vidika vrednosti in pa samih servisnih posegov. In tukaj v tej aplikaciji Autolog so ti podatki javno dostopni, brez kakršnekoli registracije in pa prijave. Trenutno tudi Avtomoto zveza vzdržuje ta sistem in to je recimo tak lep šolski primer, kako lahko pride do zlorab in na kakšen način jih lahko preprečimo. Se pravi, da vi bi lahko, kdor bo od vas se mogoče v naslednjih dneh, tednih odločil za nakup rabljenega vozila, starejšega od 4 let, lahko na tej aplikaciji Autolog z VIN številko preveri vso zgodovino posameznega vozila, ki ga pač kupuje. Zdaj, ker mi želimo, tukaj bomo tudi že kolegica Mateja prej omenila, govorimo o tretjem valu, o tudi sodelovanju. Ministrstvo za javno upravo želi nekako vzpostaviti ta ekosistem odprtih podatkov, da bi vključil v to skupno neko zgodbo odpiranja podatkov javnega sektorja vse deležnike, od občin, javnega sektorja, podjetij, nevladnih organizacij, raziskovalcev, startup podjetij, univerze. Smo pač mi nekako v aktivnostih izgradnje ekosistema odprtih podatkov, kjer želimo povezati vse te deležnike. Tudi nekako smo vzpostavili to stičišče odprtih podatkov v sodelovanju z Gospodarsko zbornico, Tehnološkim parkom Ljubljana in pa Ministrstvom za javno upravo, kjer te deležnike povezujemo. In samo sodelovanje med temi je, da se pač spodbuja ponovna uporaba odprtih podatkov, organiziramo razne dogodke, se pravi, da želimo ozavestiti, tako kot tudi današnji dogodek, o pomenu odprtih podatkov, kaj lahko iz tega nastane. Sodelujemo z slovenskimi fakultetami. Ta Autolog dejansko je nastal kot nek stranski produkt, potem v nadaljevanju sodelovanja s študenti fakultete za računalništvo in informatiko in tudi potem v nadaljevanju, ko bomo pač predstavila sodelavka Saša Jazbec, državni proračun, je tudi delno nastal na podlagi tega, ko so študenti pač vizualizirali, bom rekel, vse podatke, ki hrani državna uprava. Potem organiziramo izobraževanje in usposabljanje za uporabnike odprtih podatkov ter ponudnike, ker vemo, da odpiranje podatkov ni samo slovenska zgodba, poskušamo sodelovati aktivno tudi z drugimi državami v EU-ju, tudi izven EU-ja smo se že pač s kakšnimi kolegi srečali, seveda sodelujemo z Evropsko komisijo, OECD-jem, Združenimi narodi, z Mednarodnim centrom za raziskovanje z umetno inteligenco in pa ostale aktivnosti, ki so pa s tem povezane. Želimo pa, da bo to skupna zgodba vseh državljanov Republike Slovenije. Za zaključek bi pa še podal par misli. Pomembno je, da se zavedamo, da so odprti podatki surovine za večkratno uporabo. Včasih govorijo o olju, pa nafti. Jaz se s tem seveda ne strinjam, ker nafto težko ponovno uporabiš, pa umazana je. In s temi podatki lahko ustvarjamo nove izdelke, pa izboljšamo obstoječe. Vsi mi, ki uporabljamo digitalne rešitve, storitve, tako državne uprave, kot tudi, bom rekel, zasebnih subjektov, proizvajamo podatke, digitalne podatke. Več, ko imamo uporabnikov teh podatkov, več imamo tudi nadzornikov kakovosti teh podatkov. Naš pogled je, da so uporabniki podatkov naši partnerji, ne sovražniki, ker ne tekmujejo z nami, pa skupnimi močmi ustvarjamo nove zgodbe. In pa kar najbolj pomembno, da ima vsakdo pravico uporabljati podatke pod enakimi pogoji. Vse podatke javnega sektorja mora biti na voljo pod enakimi pogoji, da pa se tudi zavedamo, da pa podatki niso brezplačni. Nastanek podatka je bil plačan, bodisi skozi upravno takso, bodisi z brezplačno storitvijo, ki nam je ponuja Google pa Facebook podobni ponudniki storitev. Brezplačna ponovna uporaba. Se pravi, podatke, ki jih uporabljamo, so brezplačne na voljo, vendar njihov nastanek pa je bil seveda strošek. Tako da tukaj bi se zaključil in se vam zahvalil za pozornost in bi predal besedo kolegici magistri Saši Jazbec, da nam predstavi tudi eno zelo lepo zgodbo, ki govori, kako odprti podatki lahko pripomore k bolj transparentnemu delovanju naše družbe. Hvala. Hvala lepa za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Jaz upam, da ste pred sabo že zagledali
spletno stran proračun.gov.si. Torej, to spletno stran, ki rečemo odprti proračun in jo najdete na povezavi proračun.gov.si, smo pred 2 letoma postavili s skupnimi močmi Ministrstvo za javno upravo in Ministrstvo za finance. Naš namen je bil javnosti pokazati gibanje prihodkov in odhodkov državnega proračuna, predvsem pa tudi konkretne projekte, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna. V prvem razdelku, če kar kliknem na njega, lahko spremljamo vsakodnevno stanje prihodkov, to so tele oranžne puščice, in pa odhodkov, to so te modre puščice, v primerjavi z načrtovanimi prihodki in odhodki. Se pravi, te sive linije so, kar je bilo načrtovano, podatki so zbrani dejansko do včerajšnjega dneva, se pravi, do vključno 16.11. Lahko ugotovimo, da smo od predvidenih 10,7 milijarde prihodkov jih v državni proračun dobili 9 milijard 100, dajmo zaokrožiti, in pa da smo od načrtovanih 13 milijard in pol potrošili do včeraj 11 milijard 888. Tukaj je tudi navedeno, katere so te glavne kategorije prihodkov, se pravi, koliko je bilo DDV-ja, koliko iz EU-ja, koliko trošarin in drugih virov, in pa za katere namene se je ta denar porabljal. Tukaj vidimo pač največ, da gre za plače, potem letošnjem letu je šlo veliko za družinske prejemke, socialno varnost, pomoč brezposelnim, in pa, če vas zanima tukaj spodaj, je potem navedeno tudi po konkretnih organih, spet sivo, koliko je bilo načrtovano, in modro, koliko je bilo zabeleženo. To je ta prvi razdelek. V drugem razdelku je na ogled 10-letna zgodovina proračunske porabe, razdeljena po posameznih namenih oziroma po 24 proračunskih politikah. To so tukaj spodaj navedene. S klikom na posamezno politiko dobite vpogled v njeno natančnejšo razdelitev, predvsem pa v časovno vrsto te njene porabe. Če vas recimo zanimajo odhodki za izobraževanje ali pa socialno varstvo, ali pa, kot vidimo lani, a ne v letu 2020, je bilo na prvem mestu ne presenečenje, da so bili intervencijski programi in obveznosti. Če bi šli gledati pač prejšnja leta, se na prvem mestu je ponavadi izobraževanje in šport, oziroma tlele prej je bilo pa pokojninsko varstvo in pa socialna varnost. To je ta drugi razdelek. In pa potem ta tretji del je pa verjetno z vidika transparentnosti najbolj zanimiv, ker prikazuje konkretne projekte, ki jih izvajajo posamezna ministrstva in organi v sestavi in katerih učinki bodo recimo potem vidni, se pravi, ali v posamezni občini, to tukaj gor izbiramo, lahko vidimo po posameznih občinah, ali pač vse projekte. Se pravi, tole nam daje pa dejanski in neposreden vpogled v to, za kaj se uporablja davkoplačevalski denar. Kot vidimo, je trenutno v državnem proračunu, v tem, ki se izvršuje, se pravi 21, skoraj 2500 aktivnih projektov. Največji je nacionalni program izgradnje avtocest, ki je seveda dolgotrajen in je še vedno poteka. Od teh, da rečem, oziroma drugi največji je pa nova železniška povezava Divača-Koper. Če kliknete na posamezen projekt, dobite tudi dodatne pač podrobnosti o njem, se pravi, kakšen je naziv, kdo je njegov skrbnik, kakšna je vrednost, predvideno trajanje projekta in časovna dinamika proračunskih virov in vseh ostalih virov. Tukaj spodaj je pa navedeno tudi, kakšen je namen, cilj tega projekta, se pravi, zakaj je bil projekt uvrščen v državni proračun in pa kakšno je zadnje stanje na tem projektu. Tukaj, kot sem prej rekla, lahko vidimo tudi po občinah, se pravi, če vas recimo zanimajo projekti konkretno iz vaše občine ali iz katerekoli občine, spet kliknete na katerokoli pač na občino, občina Hajdina. 8 projektov se tam izvaja, so tukaj navedeni in recimo kliknete spet na nekega določenega in dobite pač te
potem podrobnosti, ki vas lahko ki vas zanimajo. Jaz vas vabim, da tudi sami kliknete na projekte, ali to v svoji občini, ali lahko greste po posameznem resorju, lahko vas torej kot skrbnik projekta, če nas zanimajo projekti recimo našega ministrstva. Spet dobimo 58 projektov od IKT-ja državnih organov, se pravi informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki je en velik dolgoleten projekt, potem do raznih drugih projektov, ki tako kot sem že omenila, na vsakega lahko kliknete in so prav temu namenjeni za neka dodatna vprašanja, ki jih potem lahko postavite tistemu pristojnemu investitorju. Tako da, kot rečeno, jaz vas vabim, da tudi sami poklikate, da si pogledate projekte ali torej iz vaše občine, iz vašega resorja ali karkoli drugega. Spletna stran je namreč namenjena prav temu, da lahko vsakdo vidi, kaj se financira iz državnega proračuna in da se v primeru dodatnih vprašanj, ki jih imate ali v zvezi s posameznim projektom ali v zvezi s posamezno statistiko, da se lahko obrnete na investitorja, na tistega, ki je naveden pri posameznem projektu. Računam na vaše klike na spletno stran proračun.gov.si in predajam besedo kolegu Sašu Matasu, da vam predstavi, kako transparentno je pri nas urejeno področje javnega naročanja. Samo da še, evo, je že prevzel kontrolo, tako da izvoli. Saša, hvala lepa za tvojo super predstavitev. Jaz se bom navezal nekoliko nate. Ti si govorila o tem seveda, da so na voljo vsi podatki, kaj se porablja pri nas v sistemu javnega naročanja, pa si bomo pogledali v nadaljevanju, pravzaprav kako se vsa ta sredstva porabljajo. Na kratko vam bom predstavil nekatere informacijske rešitve, ki smo jih v vseh teh letih zgradili in jih seveda zdaj tudi vzdržujemo in so izredno pomembne za sam sistem javnega naročanja. Javno naročanje, kot veste, je sistem, v katerem danes deluje preko 3000 različnih javnih subjektov. Vsako leto oddamo skoraj 7000 javnih naročil, preko 17000 postopkov in pomeni kar že 13% BDP-ja, se pravi predstavlja z vidika javnih financ pomemben delež javne potrošnje in zato je sama transparentnost sistema javnega naročanja še toliko bolj pomembna. Na začetku si dajmo pogledati najprej, kakšen pa je delež vseh teh različnih postopkov, se pravi, to je eno izmed teh odgovorov na kako se ta sredstva porabljajo. Kot vidite, skozi leta v časovni vrsti imamo vedno več transparentnih postopkov. Postopki, netransparentni postopki, postopek s pogajanjem brez predhodne objave, pa že vrsto let v deležu vseh postopkov pada. Naj tukaj omenim samo to, da je transparentnost ni pomembna zgolj samega vidika neke varstva integritete, nižanje korupcijskih tveganj, ampak v bistvu na nek način pomeni pritisk v sistemu za vse deležnike. Saj veste, za tango sta potrebna dva, čeprav ponavadi govorimo ves čas v javnem sektorju samo o enem, kar pa posledično seveda prinaša enakopravno in nediskriminatorno obravnavo ponudnikov in povečuje učinkovitost in na koncu tudi gospodarnost javnega naročanja. Če smem iti naprej, to je tisto, kar pravzaprav bi danes rad na kratko predstavil. Ko se pogovarjamo o elektronskem javnem naročanju, nas je večina mnenja, da je pravzaprav to modul oddaje ponudb, katerega bom na kratko predstavil v nadaljevanju, vendar EJN je precej več. Sami poznate sistem elektronskih dražb, elektronskih katalogov, samodejnega
preverjanja ponudb v sistemu e-dosje, portal javnih naročil, pa vsi te sistemi so seveda povezani z zelenimi sistemi. Poleg tega pa imamo sisteme, ki bazirajo oziroma izhajajo iz podatkov, ki se, bom rekel, zbirajo v tem našem sistemu EN. In če grem na prvi sistem samo trenutek, kako, takole, ja. Najprej si poglejmo portal javnih, modul, o katerem sem prej govoril, to je modul za oddajo ponudb. Namreč do tega modula smo prišli v letu 2018, pa ni pomembno samo zaradi transparentnosti, kjer so danes na voljo praktično vse ponudbe, in če se spomnite tiste afere z zamenjanimi disketami, danes je to nemogoče, ker so pravzaprav ves čas od samega odpiranja ponudb na voljo javnosti. Je bilo v lanskem letu izjemno pomembno, ko smo pravzaprav imeli lockdown in fizičnega odpiranja ponudb, ni bilo mogoče zagotoviti, da smo lahko vseeno nemoteno izvajali javna naročila in je sistem javnega naročanja deloval nemoteno. Če pa se vrnem nekoliko nazaj v zgodovino, v leto 2007, to je že kar daleč. Takrat smo dobili prvi pametni telefon, no in takrat smo v Sloveniji vzpostavili tudi portal javnega naročanja, ki je pomenil neposreden elektronski dostop do vseh razpisnih dokumentacij, do vseh objav javnih naročil, tudi rezultatov, in seveda je pomenil izjemno transparentnost takrat v sistemu. Tisti, ki ste že dalj časa z nami, se boste spomnili, do takrat smo mogli vsa javna naročila objavljati v klasično v uradnem listu, ponudniki so mogli fizično te uradne liste kupovati, in to je bil pomemben premik naprej. No, potem pa smo na portalu v letu 2015 s pomočjo spremembe zakona o dostopu informacij javnega značaja prišli do zelo pomembnega modula oziroma baze podatkov, in sicer pregleda vseh pogodb. Danes na tem portalu lahko najdemo vse sklenjene pogodbe, pa ne s področja le javnega naročanja, ampak tudi javno-zasebnih partnerstev in koncesij. Ne boste verjeli, vseh teh zdaj že 6 letih se je nabralo preko 130 tisoč pogodb in aneksov. Se pravi, na voljo niso le podatki o ponudbah, o naročilih, o danih naročilih, ampak tudi končna stopna sklenjena pogodba z vsemi določili. In če danes nek naročnik ne ve, kako bi naročil in kako bi izgledal nek poslovni model, je ta portal pogodb iz prejšnjih naročil mogoče en tako dobro vodilo, kako začeti neko javno naročilo. Če grem leto dni kasneje, v letu 2016 smo dobili izjemno pomemben z vidika transparentnosti, in danes to uporablja že kar veliko ljudi, aplikacijo Statist, kjer smo na enem mestu, čeprav so seveda podatki na voljo že danes bili do takrat tudi v vseh drugih aplikacijah, na enem mestu zbrali podatke o vseh naročilih objavljenih od leta 2013. Na tem portalu Statist, se pravi en.gov.si poševnica Statist, lahko dobite informacijo o vseh javnih naročilih vaše najljubše županje, najljubšega ministra ali javnega podjetja, ki je zavezanec za oddajo javnih naročil. Potem temu je sledilo seveda obvezna sprememba zakona v letu 2016, obvezna sprememba oziroma objava vseh odločitev na portalu javnih naročil, s čimer smo še povečali in pospešili postopke javnega naročanja. No, v letošnjem letu oziroma zgrajeno v lanskem letu pa smo s kolegi iz Državne revizijske komisije ustvarili portal e-revizija, ki ni pomembno le z vidika učinkovitosti upravnega varstva, čeprav ves čas poslušamo, kako imamo neučinkovit pritožbeni sistem, pa je pravzaprav en najhitrejših, če ne celo najhitrejši med državami članicami, smo z vzpostavitvijo tega portala
to učinkovitost še povečali, na drugi strani pa transparentno vse javnosti dali informacijo o statusu same zadeve. Seveda, tukaj ne boste najdli dokumentov, ki so v samem sporu, postopku, vendar na koncu boste lahko prišli do, ko bo objavljena odločitev Državne revizijske komisije. Seveda pa tukaj se nismo s kolegi ustavili na ministrstvu. Pred nami je še kar nekaj izzivov s kolegi iz uprave za javna plačila, naprimer ravno kar delamo na projektu in v naslednjem letu upam, da bomo izdelali portal, ki bo lahko omogočil ne le vpogled v vse te podatke, ki so danes na voljo, precej več kot v povprečju držav članic OECD, naprimer smo eni najbolj transparentnih na področju javnega naročanja, ampak bomo lahko gledali tudi konkretno porabo po posameznih javnih naročilih, po posameznih pogodbah sklenjenih iz javnih naročil. In še čisto na koncu, v sistemu javnega naročanja vsako leto pridelamo 1,5 milijona različnih podatkov. Danes imamo na voljo moderna orodja informacijskih tehnologij, poslovna inteligenca, umetna inteligenca, kjer lahko s temi orodji pridemo do nekih dognanj, ki sicer na prvi pogled seveda niso na voljo. Zato smo s kolegi z Inštituta Jožef Štefan skupaj v nekem mednarodnem projektu in razvijamo orodje, ki omogoča identifikacijo anomalij v javnem naročanju. Seveda ne gre za to oziroma ne gre nujno za neka neprimerna, nesprejemljiva ali celo nezakonita ravnanja, ne? Ampak odkrivajo pa neke okoliščine, ki lahko kažejo na to, da nekaj ne poteka povsem običajno. Če pogledamo samo en izmed teh modulov, kot primer zgor, levo zgore vidite, imate CPV kode, tisti v javnih naročilih veste, da so to kategorije izdelkov in v tej kategoriji izdelkov imamo distribucijo ponudb na način, da je 45% ponudb javnih naročil z eno ponudbo, 19% z 2 ponudbama in 37% s 3 ali več. Pa vendar vidimo, da je kar veliko posameznih ponudnikov, ki sodelujejo v postopki, kjer so edini ponudnik. Se pravi, kjer je delež oziroma distribucija skrajno levo, 100% nič in nič. Seveda morda s tem ni nič narobe, pa vendar je nek znak za to, da se sprožijo določene alarmi, kaj pa če v teh javnih naročilih, v teh postopkih ne poteka vse tako, kot bi moralo. Jaz bom s tem počasi zaključil. Jaz mislim, da je seveda prihodnost javnega naročanja svetla in bo v prihodnje seveda še bolj transparentna. Hvala lepa, Oliver, izvoli. Hvala lepa, Sašo, za to izčrpno predstavitev. Hvala lepa tudi Mateji, Saši in pa Alešu, kolegom iz MJU-ja. To je bilo tudi vse strani MJU za danes, kar smo imeli predstavitev. Hvala za dve vprašanji, ki ste nam jih poslali v klepet, smo jih dali tudi naprej in naši govorci bodo na njih odgovarjali ob koncu. Sedaj se počasi premikamo kolegom iz KPK-ja, mogoče tukaj tudi zaključna misel iz MJU-ja, da mogoče ta orodja, ki smo jih predstavili, mogoče ne izgledajo kakor orodja, ki bi preprečevala prevare, ampak so zagotovo orodja, ki omogočajo večjo transparentnost, odprtost podatkov, pogodb, denarnih tokov v državi in na ta način odvračajo od nedovoljenih praks. Upamo, da smo vas vsaj malo navdihnili tudi s to predstavitvijo in da boste jih uporabljali tudi za druge namene. Vse te, ki smo jih predstavili, tako da želim vam uspešne predstavitve še naprej, se slišimo čez par minut potem z vprašanji. Lepo pozdravljeni, samo trenutek. Upam, da se vidimo. V tej fazi bom pa predstavitev nadaljeval in sicer v imenu Komisije za preprečevanje korupcije
Moji predhodniki so že veliko povedali o napredku na področju transparentnosti javnih podatkov, povedali so tudi o pomenu integritete. Zdaj jaz na tem mestu ne bom zgubljal besed, lahko pa povem, da veliko teh predavateljev, ki se je zvrstilo pred mano, je osebno tudi zaslužnih za to, da imamo danes tak nabor teh odprtih podatkov, pa tudi osebno so zaslužni za to, da imamo recimo priznanja strani OECD glede največje transparentnosti na področju javnega naročanja. Zdaj v moji predstavitvi se bom pač bolj omejil na eno orodje, ki ga imamo na Komisiji za preprečevanje korupcije. Malo boste počakali, da delim predstavitev. Takole. In sicer to je orodje, ki ga uporabljamo skoraj vedno, ko upravljamo predhodni preizkus prijav. Predhodni preizkusi so tisti prvi koraki, ki jih izvedemo potem, ko prejmemo neko prijavo ali ko v medijih zasledimo neko informacijo in se odločimo, da bomo zadevo preizkusili na lastno pobudo. V tej fazi preverimo očitke iz prijave, to pomeni, da zahtevamo neka pojasnila, dokumentacijo ali podatke od državnih organov ali drugih pristojnih organov, ki razpolagajo s temi informacijami ali podatki. Lahko tudi pogledamo v razne zbirke podatkov ali pa prijavitelja zaprosimo za dodatno gradivo, če je znan, pa če ima to dodatno gradivo. Zdaj v tej fazi tudi opravljamo poglede v razne evidence. Zdaj uporabljamo, se pravi, javno dostopne evidence, najpogosteje so to evidence Agencije za evidence, kot je Poslovni register Slovenije, s katerim upravlja AJPES, potem je RAR, ta naša evidenca. Potem pa so, kadar se očitki nanašajo na področje javnega naročanja, zagotovo portal javnih naročil, kjer gledamo ta obvestila, ki so podana v zvezi postopkov, ki se vodijo, tudi pogodbe pogosto pogledamo na tem portalu, pa tudi statist je zelo koristen. Uporabljamo tudi evidence z omejenim dostopom, to pomeni evidence, kjer je potrebno izkazati neko zakonito podlago za vpogled. Zelo koristna evidenca Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer lahko dobimo podatke o zaposlitvah uradnih oseb, evidenca Geodetske uprave Republike Slovenije, če nas zanimajo neko lastništvo nepremičnin in podobno, pa tudi Koruptija, to je naša baza, ki se napaja s podatki iz e-uprave in sicer s podatki o premoženjskem stanju, omejitvah poslovanja in tako naprej. Uporabljamo pa tudi komercialne aplikacije, to so pa aplikacije, ki nam skrajšajo čas tega predhodnega preizkusa, kot so e-bonitete in Gvin. Kot rečeno, bom vam danes predstavil našo aplikacijo RAR. RAR je aplikacija, ki nam pokaže porabo javnega denarja, in sicer porabo državnih organov, občinskih organov, javnih skladov, javnih agencij, potem javnih zavodov, pa kot boste videli tudi državnih podjetij, pa podjetij v občinski lasti. So pa seveda še tudi drugi subjekti, ne bom šel toliko v podrobnosti. Zdaj, zdelo se mi je zanimivo, da vam predstavim neke mejnike, milestones glede naše aplikacije RAR, predhodnik se je imenoval Supervizor. Prvič so bili javni podatki razkriti 23. avgusta 2011. Javni podatki so bili razkriti na podlagi aplikacije, ki jo razvil pogodbeni sodelavec komisije. Prvič smo tako videli podatke o javni porabi od 1. januarja 2003 dalje. S časoma se je nabor podatkov, ki se je objavljal v aplikaciji RAR, takrat je se imenoval Supervizor, se je krepil. Zdaj največji tak mejnik, in tukaj smo tudi zelo hvaležni Ministrstvu za javno upravo, se je zgodil z uveljavitvijo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Gre dejansko za novelo ZDIS-C, na podlagi katere smo dobili tudi podatke o porabi državnih podjetij pa podjetij v občinski lasti. Zdaj med temi večjimi porabniki oziroma tudi največjimi naročniki, javnimi naročniki, recimo družba Dars, pa potem Slovenske železnice. Na strani teh občinskih javnih podjetij pa so zagotovo vsa javna podjetja, recimo komunalna podjetja in tako naprej. Pri njih se pa seveda prikazuje porabo od 17. oktobra 2014 dalje, od takrat, ko je pač začela veljati ta novela ZDIS-C. Potem je bilo to nesrečno leto 2016, takrat je sicer Supervizor ugasnil, ampak zelo za kratko obdobje. Smo pa imeli veliko srečo, da je naš sodelavec, javni uslužbenec zaposlen na komisiji,
razvil aplikacijo Erar, ki pač prikazuje vse te podatke, ki jih je predhodno prikazovala že aplikacija Supervizor. Potem s časoma so se dodali dodatni podatki, in sicer podatki iz prijav lobističnih stikov, pa tudi darila. Večji tak mejnik je pa tudi lansko leto. Po dolgih letih smo le pričakali novelo našega zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, za novelo ZIN-PKC, ki je začela veljati 17. novembra lani. Smo prijeli določenejšo pravno podlago za objavo podatkov. Sedaj vemo, katere podatke lahko pridobivamo in od katerih organov za razne analize, katere od teh prijetih podatkov lahko tudi objavimo v naši aplikaciji Erar. Takole. Zdaj po uvodni predstavitvi Erarja, nekih teh ključnih mejnikov, vam bom pa še na praktičnem primeru ali dveh prikazal funkcionalnosti aplikacije Erar. Zato boste malo počakali, da se premaknem na internet. Samo trenutek. Takole. No, in smo v Erarju. V Erar sem se že vpisal, ker običajno ta začetna faza kar traja, da dokažeš, da nisi robot, tako da sem to že prej uspel narediti. In sicer ozadje primera je pa sledeče. V času dežurstva smo prijeli en klic enega občana, in sicer ga je zanimalo, ali lahko določen poslovni subjekt posluje z določeno občino Radovljica, pri čemer je zakoniti zastopnik tega poslovnega subjekta, hkrati družinski član funkcionarja pri tej občini. Na podlagi teh informacij smo seveda tudi uvedli postopek na lastno pobudo. Sodelavka je v tej aplikaciji Erar preverila, ali je občina Radovljica poslovala s tem subjektom. Zdaj najhitreje vidimo te podatke lahko, se pravi, da vpišemo v to začetno polje občina in potem tega subjekta. Zdaj v konkretnem primeru pa bomo malo hitreje, vam bom malo hitreje to prikazal. In sicer šlo je za poslovanje, tukaj vam bom z drsnikom vam bom prikazal, se pravi, najpogostejše domnevne kršitelje, in sicer za poslovanje tega podjetja PSF Consulting. To podjetje je na podlagi naročilnice iz leta 2019 izvedlo neke posle vzdrževanja na letališču, urejanje neke okolice letališča za občino Radovljica. Občina Radovljica je na podlagi izdane naročilnice in upravljenih del izvršila 3 nakazila v skupnem znesku nekaj več kot 6.000 evrov. Z vpogledom v centralni register prebivalstva smo ugotovili, da gre za družinska člana. Družinski člani po našem zakonu so seveda to bratje, sestre, otroci, starši, posvojenci, posvojitelji, potem pa tudi zakonec, izvenzakonski partner in pomembno tudi osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Se pravi, ugotovili smo, da je med tem subjektom in občino, pri kateri funkcijo opravlja občinska svetnica, obstajajo omejitve poslovanja. Preverili smo, ali je občinska svetnica poročala omejitve poslovanja, ugotovili smo, da ona teh omejitev organu, pri katerem opravlja funkcijo, ni poročala. Zato smo v nadaljevanju izvedli ta naš postopek. Ugotovili smo, da je občina s tem, ko je sklenila pogodbo in izvršila ta 3 plačila, kršila omejitve poslovanja, in sicer kršila 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 35. člen prepoveduje, se pravi, v postopkih javnega naročanja, sklepanja javno-zasebnih partnerstev in izdajanja koncesij je absolutno prepovedano, da organ, pri katerem funkcijo opravlja funkcionar in posluje s poslovnim subjektom, pri katerem je zakoniti zastopnik ali v družbenik v lastništvu več kot 5% deležu, ta isti funkcionar ali njegov družinski član. Se pravi,
kršitev smo ugotovili, posledica te kršitve je ničnost, zaradi tega smo občino tudi pozvali, da naj uveljavi ničnost. Zdaj pri uveljavljanju ničnosti je ta težava, da običajno so neka dela že upravljena in ni možno več vrniti v naravi, kar je bilo pridobljeno. Tako da v tem primeru pa je občina vseeno pozvala občinsko svetnico, da popravi, se pravi neporočanje, poročale omejitve poslovanja. Izvedli so tudi obsežnejšo izobraževanje, pri katerem je sodelovala tudi komisija, da se kaj takega več ne bi zgodilo. Opravili smo pa tudi prekrškovni postopek, uvedli in zaključili zoper občinsko svetnico, ker ni poročala omejitev poslovanja, pa tudi zoper odgovorno osebo občine, ki je izdala to naročilnico. Zdaj na tem primeru, recimo občine Radovljica, lahko vam tudi pokažem, pogosto prejemamo vprašanje, zakaj se v RAR več ne prikazuje javna naročila. Zdaj, kot veste, so se v supervizorju javna naročila prikazovala skupaj z izdatki. Tukaj morate pa iti pod zavihek časovnica. Bomo dali enega večjega naročnika, samo trenutek, bomo dali recimo Mestno občino Ljubljana, samo da ste videli nacionalnost, išči, časovnica. Vidite, tukaj se vidijo te podatki, ki jih lahko potem tudi sortiramo od najmlajšega do najstarejših teh primerov javnih naročil. Omejitve poslovanja pri subjektih najlažje, seveda za tiste, ki so jih poročali funkcionarji, najlažje preverjamo pod zavihkom omejitve poslovanja. Z drsnikom izberemo sortiranje, tako da je pač izbranih teh največ kršitev. Zdaj ne sme vas zavesti, največ kršitev je običajno pri poslovanju občine z javnimi zavodi. Tukaj v teh primerih najverjetneje ne gre za kršitev omejitev poslovanja, zato ker občina po zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja, ker je kot ustanoviteljica tega javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda dolžna financirati ta zavod. Tako da v takih primerih ne gre za kršitve, pa tudi v primerih javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je ta ista občina, tudi najverjetneje ne gre za kršitve, zato ker gre za in-house naročila. Pri vseh ostalih primerih pa je potrebno preveriti, kdaj je bila sklenjena pogodba, se pravi, če je bila pogodba sklenjena preden je nastopil funkcionar funkcijo, potem se ta pogodba lahko izvrši do konca, ne smejo se seveda sklepati neki aneksi. Če pa je pogodba sklenjena potem, ko je funkcionar že nastopil funkcijo pri tem organu, pa je seveda gre za absolutno prepoved poslovanja. Naš RAR omogoča tudi razne funkcije. Zdaj, na naši spletni strani so objavljeni tudi podatki o lobiranju. Zdaj, če kliknem zavihek lobiranje, lahko imam sortirane podatke od teh zadnjih poročanj, ki smo jih prijeli. Kot veste, morajo lobiranci, ki so deležni lobističnih stikov, o tem stiku poročati v 8 dneh organu, se pravi svojemu predstojniku in komisiji. Potem pa komisija običajno že naslednji dan te podatke objavi na naši spletni strani. V podatkih so objavljeni, se pravi, podatki, ki so objavljeni, so deloma anonimizirani, se pravi, da lahko razberemo tip lobiranca, ali je to funkcionar, javni uslužbenec, ki je zaposlen. Najpogosteje so lobiranci, poslanci zaposleni v državnem zboru, kar je seveda logično, ker se lobiranje najpogosteje nanaša na sprejem nekih splošnih aktov. Potem je tukaj tudi polje, kjer je razvidno, kdo je bil lobista, je šlo za registriranega lobista ali določeno izjemo, nekoga, ki je zaposlen pri interesni organizaciji, nekoga, ki je zakoniti zastopnik interesne organizacije ali podobno, in kaj je bil namen, cilj lobiranja. Tukaj lahko v iskalni niz vpišemo tudi določene podatke, recimo bomo iskali po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Pa bomo videli, če tako, pa bomo pogledali najstarejše zapise. Najstarejši zapisi v lobističnih stikih v zvezi novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije so iz leta 2018.
To drži glede podatkov, ki so objavljeni na naši spletni strani, so pa sicer, razpolagamo sicer pa z lobističnimi zapisi tudi z starejšimi. Potem na naši spletni strani so objavljeni tudi podatki o darilih. Kot veste, je na podlagi novele ZIN-PK-C institut daril, se pravi obveznosti, omejitve glede sprejemanja, dajanja daril, so sedaj poenotene tako za funkcionarje kot za preostale javne uslužbence. Javni uslužbenci, funkcionarji, ki prejmejo darila nad določeno vrednostjo, to je 50 €, morajo o prejemu daril poročati organu, pri katerem so zaposleni oziroma opravljajo funkcijo. Organ je pa potem dolžen do 31. marca za preteklo leto poročati te podatke, mi jih pa potem objavimo na naši spletni strani. Sedaj so objavljeni zgolj podatki o funkcionarjih, saj gre za obveznosti, ki so se nanašale na funkcionarje. Z aprilom prihodnje leto pa bodo na tem mestu objavljeni tudi podatki o prejetih darilih javnih uslužbencev. Na tem mestu lahko še povem, da bomo naš Erar tudi nadgradili, se pravi, delamo aktivno na tem, da uresničimo določbo 46. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki zahteva javno objavo podatkov o premoženjskem stanju določenih kategorij uradnih oseb. Zaenkrat se bližamo v fazo testiranj, lahko da bomo v sredi decembra dosegli že nek večji napredek na tem področju. Objavljali bomo podatke o spremembah premoženjskega stanja teh kategorij uradnih oseb. Samo trenutek. Tako, to je bilo vse z moje strani. Zdaj pa se selimo na naslednjo nadzorno institucijo, Računsko sodišče. K besedi vabim vrhovno državno revizorko Natašo Musar Mišelič. Dober dan, pozdravljeni, hvala lepa za besedo in hvala lepa tudi našemu predsedniku, ki nas je na začetku eventa že napovedal in tudi pojasnil razloge, zakaj smo za predstavitev na tem dogodku izbrali pač ravno revizije, ki jih bova s kolegico predstavili. Sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti sistema upravljanja javnih zavodov. Upravljanje javnih zavodov oziroma upravljanje kot pojem v Zakonu o zavodih sicer ni opredeljeno, so pa opredeljene pristojnosti svetov zavodov, ki so organi upravljanja v javnih zavodih, in skozi te pristojnosti vidimo, da je svet zavoda organ, ki dejansko sprejema najpomembnejše odločitve in najpomembnejše akte za poslovanje javnega zavoda. To je predvsem statut in druge splošne akte, programe dela in razvoja zavoda, pa seveda finančni načrt in zaključni račun, kot ga imenuje zakon oziroma poslovno poročilo, Poleg tega svet zavoda tudi spremlja izvrševanje programov dela in razvoja zavoda in opravlja še nekatere druge pomembne naloge. Če k temu dodamo še dejstvo, da javni zavodi nimajo nadzornih organov, je razumljivo, da saj v praksi se skozi dejavnosti svetov zavodov prepletajo v določeni meri tudi nadzorstvene funkcije. In vse to nam pove, da ni vseeno, kdo so člani približno 1400 javnih zavodov, kolikor jih imamo v Sloveniji. S tem, ne samo s tem, ampak tudi s tem vprašanjem smo se na Računskem sodišču ukvarjali v omenjeni reviziji, pri čemer velja omeniti, da smo se omejili na javne zavode, ki jih je ustanovila država, se pravi recimo državni javni zavodi, in da smo si seveda vprašanje postavili predvsem na sistemski ravni. To pomeni, da smo v sistemu iskali odgovore, na kakšen način in koga lahko imenujemo oziroma izvolimo v svete javnih zavodov.
Smo pa seveda sistem preverili tudi v praksi, in sicer tako, da smo preučevali izbrane ustanovitvene akte, statute in pa z vprašalniki od javnih zavodov pridobivali določene informacije in mnenja. Zakon o zavodih določa, da je sestava javnega zavoda tripartitna. To pomeni, da sveta javnega zavoda seveda. To pomeni, da svet sestavljajo pač 3 strani, predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Vse ostalo v zvezi s tem, torej to je zelo taka, bom rekla, generalna določba, vse ostalo v zvezi s tem pa je prepuščeno torej ali področnim zakonom ali še nižjim aktom, zlasti je to, se pravi, številčna sestava oziroma razmerje strani v svetih zavodov, pa mandati, način izbire članov sveta zavodov, odgovornost in podobno. Če se najprej ustavimo pri sestavi sveta zavoda, ugotovimo lahko, da so v začetku, se pravi v 90-ih, ko so z zakonom o zavodih bili vzpostavljeni javni zavodi, da se je ta tripartitna sestava odražala tako, da je vsaka od strani imela približno enakovreden delež svojih predstavnikov v svetih zavodov, vendar se je izkazalo, da na ta način morda ne pridemo do najbolj optimalnega zagotavljanja javnega interesa, ki je seveda tisti, zaradi katerega javni zavod ustanovitelj v prvi vrsti ustanovi. Zaradi tega se je struktura svetov zavodov začela prevešati nekako bolj v korist deleža predstavnikov ustanovitelja. Pogledali smo, kakšno je bilo stanje v času izvajanja revizije in ugotovili naslednje, da na področju javnih zavodov, kulturnih javnih zavodov oziroma javnih zavodov z področja kulturne dejavnosti, v večjih javnih zavodih nedvomno prevladujejo predstavniki ustanovitelja, ki imajo približno oziroma v povprečju 80% predstavnikov v svetih. V manjših kulturnih javnih zavodih pa ni nujno tako, je različno od zavoda do zavoda, in sicer se vpliv predstavnikov ustanovitelja giblje od 1/3 do nekje 60%. V svetih zavodov na področju zdravstva in na področju socialnega varstva je delež predstavnikov ustanovitelja približno enak in se giblje tam 56–57% v povprečju. Na področju raziskovalne dejavnosti je že zakon tak, da določa omejitve, ki preprečujejo, da bi katerakoli od 3 strani lahko imela prevladujoč vpliv, in seveda v praksi je to tudi na ta način izvedeno. Odstopajo pa javni zavodi z področja vzgoje in izobraževanja, za katere smo pa ugotovili, da imajo predstavniki ustanovitelja v njih manj kot 1/3, v povprečju 17–25% predstavnikov. To je ena taka izjema, ampak generalno pač lahko rečemo, da če pogledamo na splošno izvajalce pač negospodarskih javnih služb, lahko rečemo, da v aktu o ustanovitvi je v večini zagotovljeno zasledovanje javnega interesa. Je pa lahko problem pač tam, kjer je izrazito prevladujoč vpliv predstavnikov in zaposlenih, to je kot omenjeno na področju vzgoje in izobraževanja, kjer pač obstaja določeno tveganje, ali se primarno preko sveta zavoda res uveljavlja javni interes, in tukaj bi morda veljalo razmisliti o morda nekih drugih oblikah potem nekega drugega nadzora nad delovanjem takšnih javnih zavodov, kajti skozi svet zavoda ni nujno, da je zagotovljen ta pač javni interes kot tista prioriteta, ki se jo zagotavlja. Pri vprašanju, kdo so člani sveta zavoda, je izjemnega pomena način imenovanja članov sveta zavoda, pri čemer lahko ugotovimo, da na področju pri imenovanju članov predstavnikov zaposlenih je praktično na vseh področjih zelo jasno urejeno, da se ti volijo neposredno na tajnih volitvah, in tudi sami postopki teh volitev so v glavnem zelo dobro predpisani, določeni, urejeni.
Za predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti je v glavnem določeno bodisi, da se prav tako imenujejo na nek neposreden način, se pravi v obliki volitev ali glasovanja na svetu staršev in podobno. Na področju zdravstva jih imenuje ZZS, na področju kulture so določene organizacije, ki jih imenujejo. Skratka, ti dve skupini sta na nek način urejeni, medtem ko je drugače pri imenovanju predstavnikov ustanovitelja. Ugotovili smo, da formalnih določb o tem, na kakšen način pristojna ministrstva imenujejo predstavnike ustanovitelja v svete zavodov, ni določb. Na področju zdravstva je to urejeno s protokoli, ki jih je sprejelo ministrstvo, na drugih področjih pa pravzaprav formalno urejeno ni. Ugotovili smo, da še na nekaterih področjih se izvajajo javni pozivi, to sta področji socialnega varstva in kulture, kljub temu, da pač niso predpisani, enako tudi protokoli določajo za področje zdravstva, na drugih področjih teh določb ni. Za javni poziv je nek postopek, ki pomeni, da ministrstvo pač javno objavi in pozove zainteresirane subjekte, da se prijavijo kot kandidati za člane svetov zavodov, pač konkretnega javnega zavoda v času razpisa. Smiselen je z tega vidika, da dobimo na ta način člane svetov zavodov, ki so motivirani za delo. Tisti, ki se javi sam, verjetno je motiviran za to, da bo kot član sveta zavoda proaktiven. Motivacija pa ni dovolj. In zlasti pri predstavnikih ustanovitelja bi se morali zavedati, da morajo biti člani sveta zavoda tudi ustrezno usposobljeni, se pravi, da morajo imeti neko ustrezno izobrazbo in neke izkušnje oziroma poznavanje področja delovanja javnega zavoda ali pa področja pač ekonomije, prava in podobnih zadev. Kajti, funkcija predstavnikov zaposlenih in uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti je drugačna in tam ni mogoče pričakovati, da bodo uresničene neke te zahteve po strokovni usposobljenosti. Zato je še toliko bolj pomembno, da so strokovno usposobljeni pač vsaj predstavniki ustanovitelja, pri čemer smo ugotovili, da na področju kulture, ki je edino področje, kjer zakon kaj na to temo določa, je določeno, da se kot predstavniki ustanovitelja imenujejo strokovnjaki, in sicer z področja bodisi delovanja zavoda ali pa prava oziroma ekonomije. Vendar pa od tukaj naprej tudi na področju kulture kakšnih podrobnejših določb ni. Na področju zdravstva, kot že omenjeno, je zadeva urejena s protokoli in področje zdravstva smo v tem smislu, kar se tiče, se pravi, in določanja samega postopka imenovanja in določanja meril, pogojev in kriterijev za imenovanje članov sveta zavoda, smo ga pravzaprav prepoznali kot primer dobre prakse. Na tem področju je namreč določeno, da mora imeti predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda najmanj visoko strokovno izobrazbo, da mora poznati pristojnosti in vlogo sveta zavoda, poznati poslovanje in organiziranost javnega zavoda, pa poznati tudi zdravstveni sistem in zdravstveno zakonodajo. Poleg tega in mogoče z vidika korupcijskih tveganj najbolj pomembne so določbe, da član oziroma kandidat za člana sveta zavoda na dan kandidature in v 3 letih predtem ne sme biti ne v delovnem razmerju, ne v kakšnem drugem poslovnem odnosu z bodisi javnim zavodom, bodisi direktorjem tega javnega zavoda, v katerega pač kandidira za člana sveta zavoda. Prav tako ne sme biti ne strokovni vodja, ne direktor kakšnega drugega javnega zdravstvenega zavoda. Potem so tukaj še določbe glede kakšnih predhodnih obsodb oziroma pravnomočnih obtožnic in pa omejitve glede tega, v koliko svetih zavodov je lahko posamezna oseba član sveta zavoda kot predstavnik ustanovitelja. Kar je pomembno, je, da so določena tudi merila, kako bodo vsi ti kriteriji upoštevani pri izbiri pač več morebitnih kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje. Na področju socialnega varstva smo ugotovili, da so v vsakokratnem javnem pozivu sicer prav tako bila določena nekatera merila in kriteriji, vendar pa ni bilo določeno, kako bodo uporabljena. Medtem ko na ostalih področjih nismo v bistvu prepoznali kakšnih
omembe vrednih meril in kriterijev za izbor oziroma pogojev za to, da nekdo lahko postane član sveta zavoda. Zaradi tega tudi nismo mogli potrditi, da sistem, kakršen je, zagotavlja imenovanje najbolj usposobljenih kandidatov, celo več. Zaznali smo tveganje, da bi sistem, kakršen je, glede na vse povedano, lahko omogočal imenovanje članov sveta zavoda, predstavnikov ustanovitelja, zgolj na podlagi tega, da so jim iz takšnega ali drugačnega razloga trenutni odločevalci naklonjeni. Se pravi, brez nekih opredeljenih postopkov izbire z vnaprej določenimi merili, kriteriji in pogoji se povečuje tveganje za bodisi politično, bodisi kako drugače motivirano imenovanje članov sveta zavoda, ki tukaj predstavljajo ustanovitelja. V zvezi s člani sveta zavoda velja omeniti še vprašanje določenosti njihovih mandatov. V okviru teme, ki je danes na sporedu, je tukaj predvsem pomembno vprašanje omejitve ponovnega imenovanja, za kar smo ugotovili, da je določena zgolj in edino na podlagi vzgoje in izobraževanja. Smo pa ocenili, da je uvedba časovno omejenih mandatov smiselna zaradi zagotavljanja neodvisnosti članov sveta zavoda, saj menimo, da neko večletno, da ne rečem več desetletno članstvo v svetu istega javnega zavoda vpliva na odnos med članom sveta zavoda in samega zavoda in bi lahko tukaj že govorili o tem, da ne gre več za odnos nepristranskosti oziroma neodvisnosti. Rekorder, ki smo ga v reviziji prepoznali, je z področja kulture. Gre za člana sveta zavoda, ki je bil pač v isti svet imenovan že leta 1996, leta 2016, ko smo mi to preverjali, je bil še vedno član sveta zavoda in povsem možno je, da je član tega istega sveta zavoda tudi še danes, se pravi po 25 letih. Za konec morda še ne moremo mimo vprašanja odgovornosti, tako sveta zavoda kot organa, kot tudi odgovornosti posameznih članov sveta zavoda, za katero smo ocenili, da jo predpisi in akti ne izpostavljajo. Se pravi, lahko mi govorimo seveda, da obstaja ta odgovornost po splošnih pravilih civilnega prava in tako naprej, vendar bi bilo pomembno, da je izpostavljena tudi v aktih ali pa v pozivih za imenovanje ali pa skratka, da bi bila izpostavljena in s tem pri članih sveta zavoda ozaveščena. Namreč pri poslovanju javnega zavoda se zelo prepletajo vloge ustanovitelja, pa poslovodnega organa in sveta zavoda in na koncu je ta odgovornost pravzaprav zelo zamegljena in tveganje je, da se ustvari pač vtis, da nihče ni za nič odgovoren. Če na to navežemo še ugotovitve, da dela svetov zavoda v tem smislu ali sploh izvajajo svoje naloge, praktično ne nadzoruje nihče in da tudi sistem sodelovanja recimo med predstavniki ustanovitelja in ministrstvi, ki pač v imenu vlade izvajajo to funkcijo oziroma ustanoviteljske pravice, da ni nekega sodelovanja, da je to prepuščeno povsem stihijskim odločitvam glede na konkretno problematiko, na konkreten javni zavod, se ta vtis, da ni pravega občutka odgovornosti na strani članov sveta zavoda, še poveča. Tako da to so iz te revizije nekako izbrane teme, ki bi lahko seveda Računsko sodišče se ne ukvarja neposredno s korupcijo, ampak lahko bi predstavljale poleg tveganj, ki smo jih prepoznali mi v reviziji in vplivajo na učinkovitost poslovanja svetov zavodov in s tem javnih zavodov, seveda predstavljala v neki meri tudi določena tveganja za obstoj kakšnih korupcijskih tveganj. Hvala lepa in predajam besedo kolegici Maji Bilbija. Hvala lepa. Moje področje, ki ga bom predstavila, so tveganja pri poslovanju gospodarskih družb v večinski lasti države in lokalne skupnosti. Upam, da bo tehnika delovala. Tako.
Hvala. Pravna podlaga revidiranja gospodarskih družb je v bistvu zelo raznovrstna. Prvo izhajamo lahko iz našega osnovnega zakona, to je Zakon o računskem sodišču. 5. odstavek 20. člena nam daje pristojnost, da poleg pravnih oseb javnega prava revidiramo tudi pravne osebe zasebnega prava. To so izvajalci javnih služb ali zagotavljajo javne dobrine na podlagi podeljene koncesije, lahko pa so to gospodarske družbe, v kateri imata država in lokalna skupnost večinski delež. Za razliko od našega zakona o računskem sodišču, zakon o SDH, pa tudi ZUKSB, določata pristojnost revidiranja SDH in DUTB, poleg tega pa tudi njunih naložb, se pravi njihovih gospodarskih družb, v katerih imata neposredno ali posredno prevladujoč delež glasovalnih pravic. Se pravi, če na eni strani zakon o računskem sodišču določa večinski delež, lahko ugotovimo, da na podlagi te določbe onemogoča računskemu sodišču izvajanje revizij v vseh tistih gospodarskih družbah, kjer ta večinskost lastniškega deleža ni zagotovljena. Pogosto namreč ugotavljamo, da večinski lastniški delež sicer formalno ni zagotovljen, kljub temu pa ima država, lokalna skupnost ali druge osebe javnega prava neposreden ali posreden vpliv na imenovanje članov organe vodenja in nadzora. Mogoče je pri tem za razmisliti in se poslužiti določbe, ki izhajajo iz ZGD, pa potem tudi naprej Zakon o javnem naročanju, ZPFOLR in ZDIS, in sicer določa in opredeljuje pojem prevladujočega vpliva. Tako da bi takrat, ko bo zakonodajalec imel voljo po spremembi našega zakona o računskem sodišču, vendar bo potrebno razmisliti tudi, kako na drugačen način definiramo upravljavce javnih sredstev, takrat, kadar gre za gospodarske družbe v lasti države oziroma lokalne skupnosti. Če predstavim pravni okvir delovanja gospodarskih družb v večinski lasti države in lokalne skupnosti. Ta je zelo obsežen. Seveda izhajamo iz zakona o gospodarskih družbah, potem pa so še ZJN, se pravi Zakon o javnem naročanju, ZJZP, ZGJS, ZPPOGD oziroma tako imenovani Lahovnikov zakon, ZPFOLR, se pravi Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, ZDIS in tudi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in še. Med ostalim tudi Zakon o računskem sodišču. Zakon o gospodarskih družbah na nek način daje to podjetniško svobodo gospodarskim subjektom. Na drugi strani tako imenovani javno-finančni predpisi omejujejo poslovanje takih gospodarskih subjektov, ki so revidiranci po zakonu o računskem sodišču oziroma drugih zakonih. Tako je mnogokrat možno ugotoviti, da takšni subjekti iščejo nekako stranpoti oziroma rešitve, kako se izogniti javno-finančnemu predpisu. Aktualno je sedaj tako imenovani Lahovnikov zakon, kjer gospodarska družba je pod drobnogledom, ali je zavezanka za ta zakon ali ne. Kolegi na Ministrstvu za javno upravo poznajo tako imenovane upravne postopke za ugotavljanje, ali je nekdo zavezanec po zakonu o javnem naročanju ali ne. Se pravi, na nek način je ta podjetniška iniciativa omejena pri takih gospodarskih subjektih z tako imenovanimi javno-finančnimi predpisi. Upravljavci kapitalskih naložb, te upravljalce kapitalskih naložb bi lahko na eni strani delili na ravni države in na lokalni ravni. Na ravni države je seveda tisti krovni upravljalec SDH, sledi seveda še ostali, kot je DUTB, KAD in seveda vlada, na drugi strani je to upravljanje s temi kapitalskimi naložbami prepuščeno občinam. Sam SDH bom predstavila v nadaljevanju, in sicer našo zadnjo revizijo. Bi pa opozorila tu, da ima vlada v pristojnosti neposrednega upravljanja s kapitalskimi naložbami kar nekaj gospodarskih družb, med ostalim 2 TDK, DRI, ELES, SODO, Borzen, Slovenski državni gozdovi, Holding Kobilarna Lipica in potem je še seveda v vlogi skupščine in DUTB-ja in SDH-ja.
Upravljanje kapitalskih naložb v lasti države ni sistemsko in ustrezno urejeno ter odstopa od uveljavljenih standardov korporativnega upravljanja, ki jih vsebuje sam zakon o SDH. Zdaj velika razpršenost predpisov in drugih podlag za upravljanje kapitalskih naložb v lasti države, s katerimi neposredno upravlja vlada, ne zagotavlja enotnega načina in postopkov pri upravljanju teh kapitalskih naložb. Tisto, kar umanjka, pa so predvsem tisti deli, ki jih sicer zakon o SDH natančno določa. To so načela upravljanja naložb in sprejem aktov upravljanja, postopki in načela pri imenovanju članov organov nadzora družb s kapitalsko naložbo državo, s katerimi naj bi zagotovili izbor kandidatov po objektivnih merilih, ki so za vse seveda kandidate enaka, način zagotavljanja neodvisnosti odločanja organov družb v državni lasti ter sledljivost komuniciranja med upravljavcem naložb v državni lasti in državnimi organi in drugimi osebami javnega prava, načine zagotavljanja preglednosti postopkov upravljanja z javno objavljenimi informacijami in tudi ukrepi za krepitev integritete in odgovornosti ter omejevanje tveganj za korupcijo, nasprotje interesov in zlorabo notranjih informacij pri upravljanju naložb države. Zdaj pa, če gremo še na lokalno raven, ugotovimo, da je seveda to upravljanje z kapitalskimi naložbami čisto in povsem odvisno od same občine. Seveda tu prihaja do velikih razlik že zaradi tega, ker so nekatere občine zelo majhne, nimajo strokovnih resursov, funkcije upravljanja s kapitalskimi naložbami niti ne prepoznajo kot potrebno aktivnost in se ne zavedajo, da so na področju na primer gospodarskih javnih služb, varstva okolja, one regulatorni organ in tako naprej. Ugotovimo lahko, da na državni ravni imamo strategijo upravljanja s kapitalskimi naložbami, medtem ko je ta lokalna raven prepuščena sama sebi. Mogoče pod črto, kot nujno se izkazuje sprejem zakonskih določil, ki bi enotno urejala navedeno področje za vse kapitalske naložbe, ne glede na upravljalca. Tu je navedeno v tej predstavitvi nekaj naših revizij. Moram popraviti, da za lokalno raven tu revideranec ni bila vedno gospodarska družba, ampak so bile revideranke občine in smo revidirali, predvsem to so revidirali kolegi v oddelku B2, kako je občina upravljala s temi naložbami. Medtem ko je zadnja poslovanje javnega podjetja Cerop, se tiče tudi javnega podjetja. Glede na to, kaj je predmet današnje razprave, zanimiva revizija tudi zaradi tega, ker lahko poiščemo revizijska razkritja povezana z nasprotji interesov. Na državni ravni pa velja izpostaviti revizijo DUTB, revizijo upravljanja pristaniške infrastrukture na območju koprskega tovornega pristanišča, gre za izvajanje koncesijske pogodbe. Naslednja je družba Slovenske železnice v povezavi z drugimi odvisnimi družbami v skupini Slovenske železnice. In ta zadnja revizija učinkovitost poslovanja SDH pri upravljanju kapitalskih naložb, ki jo bom podrobneje predstavila. Revizija, ki je pa posegla na državno in lokalno raven, pa je učinkovitost izplačevanja prejemkov v gospodarskih družbah v lasti države in lokalne skupnosti. To je revizija upoštevanja, spoštovanja določil tako imenovanega Lahovnikovega zakona. Posebnosti v poslovanju gospodarskih družb v večinski lasti države in lokalne skupnosti nas opozarjajo na to, da so potrebni mogoče poudarki celo z potrebnostjo spremenjenega ali dopolnjenih zakonskih določil, ki trenutno veljajo za te gospodarske družbe. Namreč to, kar so kolegi pred mano poudarjali, glede načela transparentnosti, to načelo je izjemno pomembno pri teh gospodarskih družbah. Najprvo pa je pomembno to, da ima lastnik, pa je to lahko država ali občina, sprejeto strategijo upravljanja kapitalske naložbe. Iz te strategije morajo biti razvidni cilji in pričakovanja za konkretno naložbo. Seveda tu opazka, da so razlike med naložbami v kapital na državni in lokalni ravni. Sicer je pa pomembno, da država ali občina ve, prepozna interes, tega uzakoni in temu sledi. Kot rečeno, transparentnost izjemnega pomena, z našimi revizijami seveda ugotavljamo okrnjenost spoštovanja tega načela, predvsem zaradi tega, ker se mnogokrat ti gospodarski subjekti, te gospodarske družbe uporabijo institut poslovne skrivnosti, mnogokrat tudi pretirano.
Za te gospodarske družbe je pomembno tudi ločeno evidentiranje različnih dejavnosti. Izjemno je pomembno zaradi tega, da je iz poslovnih knjig razvidno poslovanje javnih služb, se pravi gospodarskih javnih služb na eni strani ali nekih posebnih dejavnosti na podlagi podeljene neke posebne pravice in na drugi strani vseh tistih dejavnosti, ki se ta gospodarski subjekt šel na trgu. Dobiček ni primarni namen delovanja takšne družbe. Tega bi se mogla v bistvu zavedati tudi država oziroma zakonodajalec, ko je spesnil to zadnjo strategijo in sprejel zadnjo strategijo, ki velja. Namreč vedno dobiček ne more biti v spredju. Ne more biti v spredju predvsem pri tistih gospodarskih družbah, ki na primer izvajajo javne službe. Verjetno je standard, kvaliteta zagotavljanja te storitve bolj mogoče celo pomembna kot sam dobiček. Tisto, kar bi bila lastnost takšnih gospodarskih družb, je izvajanje prvenstveno tistih dejavnosti, zaradi katerih je bila takšna družba ustanovljena. Se pravi, izkazan javni interes, javna služba, javno pooblastilo, ki je bilo dano, je prvenstveno tista aktivnost, s katero se mora takšna gospodarska družba ukvarjati. Gospodarske družbe mnogokrat se ukvarjajo z mnogimi drugimi dejavnostmi, posegajo na trg, mnogokrat tudi neupravičeno. Tako da mogoče to predavanje tudi apel za našo agencijo za varstvo konkurence, da preveri, na katera področja vse posegajo, na primer tako imenovana javna podjetja, ko izvajajo gospodarsko javno službo, potem pa poleg tako imenovanih posebnih storitev izvajajo še vrsto drugih tržnih dejavnosti. Korporacijska kultura, ta je izjemno pomembna. To vidimo v današnjem času. Morebiti bi tu izpostavila, da se za našo kulturo, za našo družbo mnogo bolj obnese dvotirni sistem upravljanja gospodarskih družb kot enotirni. Tudi v tem, da so točno določene in ločene posamezne aktivnosti, na primer organov vodenja od organov nadzora. Žal se enotirni sistem, tu smo imeli primer DUTB-ja in še, saj z našimi revizijami ni obnesel, vsaj tako smo ugotovili v revizijah, ni obnesel najboljše. Morda je korporacijska kultura cele organizacije, je kultura, lahko jo opredelimo tudi kot kultura posameznih akterjev, ko na primer od člana nadzornega ali upravnega odbora v enotirnem sistemu slišimo nasvete upravi, poslovodstvu, kako se izogniti na primer posameznemu zakonu. In odkrivanje nasprotja interesov, kar sem že opozorila, saj v eni reviziji smo se tega dotaknili, pa tudi v reviziji SDH. Kot rečeno, čisto na kratko, revizija SDH je revizija učinkovitosti poslovanja SDH pri upravljanju kapitalskih naložb v obdobju od leta 2016 do 2017. Vprašali smo se, ali je SDH učinkovito upravljal kapitalske naložbe. Pri tem smo se vprašali glede sistema spremljanja in izvajanja strategije in letnih načrtov upravljanja kapitalskih naložb, ali je SDH bil učinkovit pri uresničevanju pravice delničarja oziroma družbenika na skupščinah družb, ali je učinkovito izvajal kandidacijske postopke za imenovanje članov nadzornih svetov družb in še, ali je SDH pri povračilu stroškov upravljanja kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije posloval učinkovito. V prvi vrsti se je potrebno zavedati, da je SDH krovni upravljalec kapitalskih naložb države, ki upravlja z 91 družbami v vrednosti približno 10,9 milijarde evrov. Gre za ogromno premoženje. Namen delovanja SDH je predvsem ločitev funkcije države kot lastnice kapitalskih naložb od drugih državnih funkcij ter zagotoviti koncentrirano in pregledno upravljanje. Status družbe in njegov način delovanja opredeljuje zakon o SDH. Poudarila pa bi tudi pomembnost 32. člena tega zakona, se pravi SDH, ki na podlagi tega je SDH sprejel kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki je pomemben dokument tudi z vidika današnje razprave. Računsko sodišče je seveda pri vseh teh področjih, ki sem jih predstavila, ugotovilo določene odmike in na njih opozorilo. Naj pri tem navedem predvsem področje, ko smo preverjali izvajanje kandidacijskih postopkov za imenovanje članov nadzornih svetov družb. Ugotovili smo, da je bil ta pomanjkljiv,
ker SDH ni v vseh primerih zagotovil enakopravne obravnave kandidatov, objektivnosti, sledljivosti, preglednosti ter doslednosti pri upoštevanju zakonskih pogojev. Na podlagi predloga SDH sta bila tako v 2 nadzornih svetih 2 javnih delniških družb izvoljeni predsednica in članica uprave SDH, čeprav kadrovska komisija pri njunem ocenjevanju ni proučila vseh zakonskih meril, ni izvedla nominacijskega postopka pregledno in skladno z notranjimi akti ter ni enakopravno obravnala drugih kandidatov. Računsko sodišče je z posameznimi revizijskimi razkritji, se pravi ugotovitvami te revizije, seznanilo tudi vlado, ki je predlagatelj zakonov SDH, hkrati pa izvaja naloge skupščine SDH in bi lahko vplivala, se pravi, na vsebino novo nastalega zakona, ki ureja kapitalske naložbe države. Še nekaj, da dodam, da SDH je v teku revizije sproti izvajalo popravljalne ukrepe, tako da v bistvu je Računsko sodišče na koncu samo izvedene revizije dalo priporočila, popravljalnih ukrepov pa pri tej reviziji ni bilo potrebno izreči. Tu je samo prikaz, shema kandidacijskih postopkov na SDH, da boste videli, na kakšen način potekajo postopki za imenovanje članov nadzornih svetov. Tudi mora biti, da se razmisli takrat, ko neposredno zadrži naložbo v svojem upravljanju vlada ali ko se gre ustanavljanja gospodarskih družb, lokalna samouprava. Tu sem dala naslov napotki za zmanjševanje tveganj v poslovanju gospodarskih družb v večinski lasti države in lokalne skupnosti. Ti napotki so, bi rekla, rezultat večjih izvedenih revizij, kaj je tisto, na kar bi posebej opozorili, da obstajajo tveganja pri poslovanju takšnih gospodarskih subjektov. Prav gotovo je v prvi vrsti sprejeta strategija upravljanja kapitalskih naložb z definiranimi cilji in pričakovanji. Pomeni, lastnik mora vedeti, kaj želi z posamezno gospodarsko družbo, kje je potrebno, da je država ali lokalna samouprava udeležena, katera področja pa je treba prepustiti trgu. Strokovno usposobljen upravljalec kapitalskih naložb, ki spremlja izpolnjevanje ciljev in kazalnikov poslovanja, ugotavlja odmike, predlaga posamezne aktivnosti. Če imamo tu na državni ravni takega strokovno usposobljenega upravljalca v vlogi SDH, ostanemo brez tega, na primer, na lokalni ravni. Še enkrat poudarjam, izvajanje osnovne dejavnosti družbe, zaradi katere je bila ustanovljena. Mnogo teh napotkov izhaja tudi iz našega javnofinančnega mnenja, ki je objavljeno na spletnih straneh Računskega sodišča. Torej, javni interes je tisto, kar je pomembno, zakaj obstoji nek gospodarski subjekt. Strokovno usposobljeni predstavniki organov vodenja in nadzora družbe, ki delujejo v interesu družbe, se pravi, da je postopek, kako so ti posamezniki izbrani v posamezne organe vodenja in nadzora in da so to res strokovno usposobljeni ljudje. Spoštovanje pravnega okvira delovanja družbe, se pravi z upoštevanjem javnofinančnih predpisov. Natančno definirani procesni postopki znotraj družbe. Če sem izhajala iz prvih 2 alinej na makroravni, lahko zaključimo na mikroravni. Se pravi, definirani procesni postopki znotraj družbe, kakšne so pristojnosti posameznega gospodarskega subjekta in kakšne so odgovornosti. In da se gospodarska družba ne gre tržni dejavnosti takrat, kadar to ni posebej določeno. Toliko z moje strani. Hvala lepa. Toliko iz MJU-ja, mogoče še to, da vsi tisti, ki ste zamudili kakšen del današnjih predstavitev, ta celoten dogodek se je snemal in bo dostopen na spletnih straneh tako MJU-ja kot komisije in pa Računskega sodišča. Tako da hvala lepa, bodite transparentni in delajte dobro še naprej.